Vse stranke ali liste, ki so kandidirale na volitvah, so si prizadevale, da bi pridobile čim več glasov volivcev. Od števila glasov je namreč odvisno, koliko sedežev zasedejo v državnem zboru. Več sedežev, ko neka stranka ali lista pridobi, več možnosti ima, da bo iz njene skupine izhajal predsednik ali predsednica vlade oziroma premier ali premierka. To je oseba, ki ima v Sloveniji največ politične moči. Zato se začnejo takoj po volitvah skupine poslancev, ki imajo tudi vsaka svoj načrt, kako bi morale biti zadeve v Sloveniji in širše urejene, pogovarjati o tem, kdo bi s kom sodeloval in se medsebojno podpiral. Njihov cilj je oblikovati skupino zaveznikov, koalicijo, v kateri je vsaj 46 poslancev oziroma večina. Predsednika vlade ali premierja sicer predlaga predsednik države, potem ko se pogovori z vsemi skupinami poslancev v državnem zboru. Za izvolitev premierja pa je potrebnih 46 poslanskih glasov. Ko poslanci izvolijo predsednika vlade ali premierja, ta posameznike predlaga za ministre v svoji vladi. Tudi njih mora potrditi vsaj 46 poslancev. Skupini ministrov in tako imenovanega prvega ministra ali premierja rečemo vlada. Vlada je najpomembnejši državni organ v Sloveniji, vodi, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. Državnemu zboru ali parlamentu predlaga zakone in druge predpise ter upravlja premoženje države. Skupini poslancev, ki premierja ne podpira, pa rečemo opozicija. Ta delovanje vlade nadzira.